Poudarki so predvsem na gospodarstvu, na energetiki in na vseh drugih programih, ki so že sedaj v Krškem, ampak jih je treba še bolj energično spodbuditi. Lahko še malo več razložite? Trenutno v tem trenutku ne bi kaj več govoril, bomo še dodelali in vsako stvar bomo povedali na naslednji novinarski oziroma tiskovni, ker bomo sigurno še enkrat sklicali, ker bomo tudi celoten program predstavili. Zakaj pa vaša odločitev za kandidaturo? Odločil sem se predvsem zaradi tega, ker sem bil poslanec v državnem zboru in imam izkušnje tako v državni politiki, kot tudi na lokalni politiki. In ne nazadnje sem odprt za vse ljudi, rad se pogovarjam, nimam nobenih težav tako z levim kot z desnim, ne. In kot sem že povedal, če bi bil zaprt, ne bi dosegel tega, kar sem dosegel, in to je status Mestne občine Krško. Dajte še dodati, nastopil bom z geslom, pa povejte to geslo. Naša lista bo nastopila vključno z mojo kandidaturo z liste Dušana Šiška, Energično za Krško. Listo imate vso popolnjene? Lista je vsa popolnjena, oddali smo jo v petek, tako da nismo nekega pompa delali s tisto oddajo, ker smo ocenili, da bomo lahko tukaj še predstavili na novinarski konferenci vsakega posameznika, tako kot smo tudi predstavili. Kakšen rezultat pričakuješ? Ja, tako kot sem povedal, med 5 in 7 svetnikov. Ne bo pa nobena katastrofa, glejte, volitve so volitve, lokalne so ena, državnozborske so druga in ljudje se bojo pač odločili. Če bojo prepoznali, da smo ta pravi ljudje na listi, seveda bomo dobili več svetnikov noter. Če ne bojo prepoznali in predvsem pomembno je to, da smo čisto neodvisni. Neodvisna lista z nobeno podporo politične stranke, ker želimo delati tako z levimi, kot tudi z desnimi. Kateri kandidati predstavljajo največjo konkurenco, da lahko predložiš? Kdo je to recimo? Jaz bom tako rekel. Poglejte, 6 kandidatov nas je zdaj po zadnji informaciji, ki sem jo dobil včeraj, je bilo do 19. ure oddaja in ne vem, če je še kjer drug oddal kandidaturo. Ne bom nobenega zanemarjal, vsi štartamo z istimi procenti. Ne morem določiti, ali bo to, ne vem, gospa Janja, ali bo to gospod Iztok, ali bo to gospod Kerin, ali bo to gospod Holod. Enostavno gospod Zorko. Glejte, volivci prave ankete, ker vem, da se izvajajo, ampak jaz sem vedno govoril, prave ankete so na dan volitev, to je pa 20. 11.